Premijerka Alenka Bratušek in državni sekretar Gašper Mišič sta se danes sestala glede njegovega potegovanja za predsednika uprave Luke Koper. Po sestanku je Gašper Mišič potrdil, da je odstopil s funkcije državnega sekretarja v kabinetu premijerke Alenke Bratušek. Tako ostaja kandidat za predsednika uprave Luke Koper. V torek se je namreč odločil, da bo premijerki zaradi pritiskov nanjo, zlasti strani koalicijskih partnerjev, ponudil svoj odstop. Stečajni upravitelj Preventa Globala Boris Kastivnik bo na današnjih dražbah vnovič poskušal prodati nekaj premoženja iz stečajne mase družbe. Vnovič se prodajajo hala v Radljah ob Dravi, zemljišča v Mariboru, Hočah in Mislinji ter lastniški delež v sarajevski družbi Duf Blago. Nekaj dražb Preventovega premoženja je potekalo tudi v ponedeljek, a so bile neuspešne. Lastnik podjetja Riba Maribor Dušan Rapoc danes s pomočjo posebnega napihljivega splava z gladine Perniškega jezera odstranjuje ribe, ki so pred 2 tednoma poginule zaradi pomanjkanja kisika v vodi. Po njegovih ocenah je na jezero še za okoli 5 ton poginulih rib, ki bi jih po pričakovanjih lahko odstranili do začetka prihodnjega tedna. Da odstranjevanje poteka prepočasi, pa menijo okoliški prebivalci, ki so prepričani, da bi jih morali začeti odstranjevati že takrat, ko se je na gladini jezera pojavila prva mrtva riba. Celjski policisti in kriminalisti so ob ogledu torkovega požara v Zalogu pri Šempetru v občini Žalec ugotovili, da je bil požar najverjetneje podtaknjen. Ogenj je močno poškodoval stanovanjsko hišo, travnik in del gozdne podrasti. Po podatkih policije je v požaru nastalo za okoli 60 tisoč evrov materialne škode. Na Ptuju v teh dneh poteka že 17. festival Dnevi poezije in vina. Osrednje dogajanje se je začelo danes z umišljanji, pogovorom s častnim gostom festivala, francoskim pesnikom Michelom Deguiem. Do sobote se bodo zvrstila srečanja z več kot 20 avtorji, ki se bodo predstavili na pesniških branjih po številnih prizoriščih v mestu in na Dravi. Festival pa bodo popestrili tudi koncerti. Mariborski nogometaši so včeraj v Plznu proti Viktoriji odigrali prvo tekmo 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Na Češkem so bili poraženi z 1-3. Za Mariborčane je edini zadetek dosegel Aleš Mejač. Kljub porazu pa je bila igra slovenskih prvakov spodbudna in upanje za nastop med elito še ostaja. Povratna tekma bo v sredo v Ljudskem vrtu. In še vreme, jutri bo v zahodnih krajih večinoma sončno, na vzhodu pa zmerno, predvsem danes tudi pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 23 do 27 stopinj Celzija. V petek bo deloma jasno, proti večeru bo v goratem svetu možna kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Danes v dnevniku televizije Maribor. Iz Perniškega jezera končno začeli pobirati poginule ribe. Študentski servisi zapirajo svoje poslovalnice. Viktorija Plzen slavila s 3-1. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.